Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli na nocojšnjem svečanem večeru ob 23. občinskem prazniku občine Veržej. Začeli smo ga s himno izvedbi vokalne skupine Svetega Mihaela. Prisrčna dobrodošlica prav vsem vam, tukaj v kulturni dvorani Janeza Ferenca v Veržeju, še posebej nagrajencem in nagrajenkam. Poseben pozdrav gre tokrat županu občine Veržej, gospodu Slavku Petovarju, podžupanu, gospodu Dragu Legenu. Z nami je tudi poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Sara Karba. Pozdravljam člane občinskega sveta občine Veržej, direktorico občinske uprave, župane sosednjih občin, prav tako predstavnike javnih zavodov, ravnateljico osnovne šole, gospodu Farnemu župniku ter lep pozdrav tudi vsem predstavnikom medijev, ki ste danes z nami. Navdih za tokratne uvodne misli, uvodne stavke sem našel v najnem včerajšnjem pogovoru z županom, ko sva se srečala v radijskem studiu in posnela oddajo pred današnjo slovesnostjo. Župan je tudi tokrat po številnih službenih obveznostih in sestankih prihitev naravnosti iz Ljubljane na snemanje in ob koncu pogovora sva se strinjala oba še pol urice, ura, petek je bil in potem doma, v našo najljubšo pisarno. Ko se vse umiri na teraso, na balkon, na dvorišče domače hiše, da pripravimo vse za današnjo slovesnost. In takrat nam je obema spet postalo nekaj jasno, kakšen luksus, kakšen privilegij pravzaprav imamo, da pridemo po službi sem, domov, na terase, balkone, dvorišča, na vrtove ali pa pod brajde. S pogledi na Veržej, na Bunčane, na Banovce, na prijeten klepet sosedi. Vsi, ki smo kdaj živeli drugje in drugače, in tisti, ki imate to priložnost, da tukaj živite že od nekdaj, vsi skupaj moramo to enostavno ceniti. In zato je prav, da se danes skupaj veselimo našega 23. občinskega praznika. Želim vam prijetno preživeti slavnostni večer, na oder pa vabim, kot sem že dejal, odličnega sogovornika v studiu, na sestanku, dobro družbo na terasi in človeka, ki že vrsto let svojo ekipo uspešno pelje to občino na poti razvoja. Župan občine Veržej, gospod Slavko Petovar, dobrodošli. Spoštovane občanke in občani, cenjene gospe in gospodje, dragi prijatelji občine Veržej. Danes, ko praznujemo 23. občinski praznik in s ponosom živimo 24. leto naše samostojne občine Veržej, vam sporočam. Občina Veržej je v dobri kondiciji in je na dobri razvojni poti. 6 mandatov samostojne občine je zaznamoval razvoj na več področjih. Navzven najbolj viden je zagotovo na infrastrukturnem področju, nekoliko manj, zato pa nič manj pomemben, pa je na družbenem, društvenem in občečloveškem področju. Na področju infrastrukture so bila glavna vlaganja na področju vodooskrbe ter odvajanja odpadnih voda. Vsak občan v naši občini ima zagotovljeno zanesljivo oskrbo za zdravo pitno vodo. In prav vsak del naše občine ima možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo. Dejstvo, ki se ga premalo zavedamo. Privilegij, ki ga nimajo niti velike. Tudi na področju cestne infrastrukture je bil narejen velik premik z obnovljenimi cestami v Banovcih in Bunčanih, povezavo do Banovec, gradnjo kolesarskih stez in ureditvijo velikega dela cestne infrastrukture v Veržeju. Ostaja še neurejen del posredka v Veržeju, kjer pa smo zdaj zares v sklepni fazi urejanja potrebne dokumentacije za celovito prenovo, ki bo obsegalo odvodnjavanje,
ureditev pločnikov in cestišč ter ulične razsvetljave. Velik projekt, ki bo zagotovo v središču delovanja naslednje sestave občinskega sveta. V zadnjih letih nam je uspelo narediti tudi pomembne premike na področju infrastrukture za potrebe šolske in predšolske vzgoje. Obnovljena in energetsko sanirana osnovna šola z urejeno športno stezo in igriščem ponuja odlične pogoje za izvajanje učnega in vzgojnega procesa v naši osnovni šoli. V naslednjih tednih se bomo lotili še enega razvojnega in za občino zelo pomembnega projekta. To je gradnja novega 4-oddelčnega vrtca. Pričakujemo, da bo postopek oddaje javnega naročila uspešno zaključen in da bomo še v mesecu juniju pričeli z gradbenimi deli. Vsled podražitev v zadnjem obdobju se je tudi vrednost novogradnje vrtca zelo povečala. In sicer imamo še končnih podatkov, ampak ocenjujemo, da bo tam nekje okrog 3 milijona evrov. Vendar pa je bil občinski svet na zadnji seji soglasen, da je treba s postopki nadaljevati in z gradnjo pričeti. Gre za zelo zahtevno in pogumno odločitev svetnikov, ki bo imela za posledico tudi upočasnitev razvoja na kakšnem drugem področju. Vendar pa gre za odločitev za naše ljudi, za naše najmlajše občanke in občane. Upamo, da bo tudi nova vlada znala pravilno oceniti novo nastalo situacijo na področju vlaganj v šolsko in predšolsko vzgojo in nam skladno s predvolilnimi obljubami, da bo razvoj usmerjen v ljudi in njihove potrebe dodelila še kakšen evro nepovratnih sredstev. Tudi na področju družbene in društvene dejavnosti smo uspeli ustvarjati pogoje za razvoj naših društev in njihovih dejavnosti. Pohvalimo se lahko z odličnimi kulturniki. Naša folklorna skupina Leščeček je že vrsto let med najboljšimi v Sloveniji. Tudi športniki ne zaostajajo. Mladi nogometaši še vedno nastopajo v državnih ligah, tudi člansko moštvo je pred leti imelo izjemno uspešno obdobje. Vseskozi je občini uspelo krepiti gasilstvo z vlaganjem v opremo in obnovami gasilskih domov, ki ostajajo jedro družbenega življenja po vaseh. Dejstvo, da je število društev v občini večje, kot je bilo preden smo nastali samostojna občina, govori o tem, da spoštujemo nevladne organizacije in zagotavljamo pogoje za njihovo delovanje na vseh področjih. Prav premik od vlaganja v infrastrukturo k vlaganju v ljudi mora biti ključno vodilo za prihodnji razvoj občine in po zaključku projektov v novogradnjo vrtca in ureditve osredka bo to tudi realno mogoče. Skozi številne manjše projekte je namreč mogoče dvigniti kakovost življenja ljudi, njihovo pripadnost lokalni skupnosti ter zagotavljati varnost na vseh področjih. Takšne projekte smo v preteklosti že izvajali, prihodnje jih moramo še v večjem obsegu. Že od ustanovitve občine in prvega sklica sta mi dana privilegij in volja občank in občanov, da po svojih najboljših močeh pomagam soustvarjati razvoj naše občine. V teh letih ni bilo vedno ne lahko, ne enostavno. Vedno pa je bilo osrednje vodilo sledeče. Vsi skupaj se potrudimo, da bo 1+1 več kot samo 2. To nam je pogosto uspevalo in to so nam priznavali predvsem tisti, ki so naš razvoj gledali malce iz strani, od drugod. No, za kakšnega od tistih, ki pa mu je bil razvoj namenjen, pa je bilo pogosto vse skupaj prepočasi ali pa nepotrebno. Vendar skozi čas tudi takšne razmišljanja pripomorejo k razvoju. Spodbudijo nas namreč, da smo še bolj zavzeti pri svojem delu in da pri tem ne izgubimo začrtanega razvojnega fokusa. Za uspešen razvoj lokalne skupnosti je ključno delovanje občinskega sveta. To je namreč ključen pri sprejemanju najpomembnejših odločitev in če jih vodi razmišljanje za skupno dobro, odločitve ne morejo biti slabe.
In še nekaj dela naše občinske svete drugačne od drugih. To je dejstvo, da v našem občinskem svetu v vseh 6 sklicih še nikoli niso bile izrečene besede, kot so naša stranka, oziroma to pripada naši stranki, ali pa ta je iz naše stranke in podobno. Vedno smo namreč po koncu volitev politiki, predvsem pa politikanstvu, prepovedali vstop v našo sejno sobo. Nikoli se nismo delili na naše in vaše, na leve in desne. Nikoli nismo imeli koalicije. Edina koalicija, ki smo jo vedno imeli, je bila koalicija za razvoj občine Veržej. Hvala vsem svetnikom in svetnicam skozi vse mandate za to modrost. To je ogromen kapital, ki ga je vredno negovati in ohranjati tudi po letošnjih lokalnih volitvah. Da pa bi občinski svet sploh lahko sprejemal dobre odločitve, pa je v prvi vrsti odvisno od strokovnega in zavzetega dela občinske uprave. Naša občinska uprava je učinkovita, fleksibilna, strokovna. Le premalo številčna je v tem trenutku. Hvala, spoštovane sodelavke in sodelavci, za odlično upravljeno delo. Spoštovani, vsaka pot je zaznamovana z začetkom in koncem. Ko sem ob nastajanju naše občine sprejel povabilo v lokalno politiko strani tedanjega kandidata za župana in sedanjega podžupana gospoda Draga Legena, si nikakor nisem mislil, da bo trajalo tako dolgo, celih 24 let. Po temeljitem razmisleku sem se odločil, da ob koncu mandata zaključujem z županovanjem in se na volitvah za novi mandat ne potegujem več. Razvoj občine nikoli ni bil in nikoli ne more biti odvisen od ene osebe. Zato sem prepričan, da bo razvoj naše občine tudi v prihodnje tekel in se nadaljeval z enako ali še večjo hitrostjo. Idej nam ne manjka, projektov tudi ne. Vsak nov veter pa prinese še kakšno dodatno smer razvoja naše občine. Iskreno se že veselim razvojnih uspehov naše občine tudi v prihodnje. Spoštovane občanke in občani občine Veržej, ob 23. občinskem prazniku naše občine vam iskreno čestitam. Bodimo ponosni občani naše male, a prelepe občine. Premalokrat se zavedamo, na kakšnem lepem koščku zemlje živimo in s čim vse nas življenje obdarja. Uživamo vsak trenutek, ki nam je dan, in bodimo hvaležni zanj. Tudi v nadaljevanju tega večera, ki ga bomo zaključili s tradicionalnim Ostričevim večerom. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Naši gostje so nocoj vokalna skupina Svetega Mihaela, ki je nastala leta 2019 na pobudo Petre Ivančič, profesorice glasbe, ki je tudi njen umetniški vodja. Skupino sestavlja 8 mladih pevcev, ki prihajajo iz Prlekije. Izvajajo sodobno, krščansko, v zadnjem letu pa predvsem klasično glasbo. Pojejo pri svetih mašah, prirejajo pa tudi samostojne koncerte. Izvajajo skladbe slovenskih in tujih skladateljev, prav tako pa skrbijo za izvedbe krstnih skladb skladateljice Petre. Njihov zadnji večji projekt je bil nastop na Petrinem magistrskem nastopu, ki so ga skupaj z dekliškim pevskim zborom Akademije za glasbo uspešno izvedli. Veseli smo, da so danes z nami, Zdravljico so zapeli uvodoma, zdaj pa je na vrsti še koroška ljudska z naslovom Ta drumeljca je zvomljana. No
čas mi šocej, ti obljubov. Sreče na svetu, ča boš mol. Al ti tok na Začenjamo s podelitvijo priznanj. Na oder vabim župana, gospoda Slavka Petovarja, da se mi pridruži. Tokrat bomo pred občinskimi priznanji in plaketami podelili spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Podeljuje ga Vlada Republike Slovenije in prejme ga gospod Branko Vršič. Gospod Branko Vršič prejme znak, kot je na spominski znak zapisal predsednik vlade, za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2. Pri spominskem znaku, da se bomo tudi boljše predstavljali, kako izgleda, je kovinska značka okrogle oblike in na njej so v 4 barvah upodobljeni antikorona, okoli nje venec lovorjevih listov, ki je simbol zmage, in državni grb, ki ga sklepa. Antikorona pa simbolično prikazuje tudi upanje, ki združuje vse ljudi v zmagi nad COVID-19. Iskrene čestitke. Nadaljujemo pa s podelitvijo občinskih priznanj in plaket. Občina Veržej vsako leto v občinskem prazniku podeljuje občinska priznanja in nagrade zaslužnim občanom, posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, pa tudi združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled občine Veržej. Po odloku o priznanjih in nagradah so priznanja in nagrade občine Veržej naziv častnega občana, priznanje z denarno nagrado, plaketa občine Veržej, pisno priznanje in priznanje župana. Župan občine Veržej je tudi tokrat objavil javni poziv za sprejem predlogov za podelitev občinskih nagrad in priznanj. Izmed prejetih predlogov pa je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Veržej občinskemu svetu pripravila predlog sklepov, ki jih je občinski svet tudi v celoti potrdil. V letošnjem letu bodo tako na podlagi prejetih predlogov in končne odločitve občinskega sveta občine Veržej podeljeni pisni priznanji in plakete občine Veržej. Začenjamo s pisnima priznanjima. Občine Veržej pisno priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja. Tokratno prvo pisno priznanje občine Veržej v letu 2022 prejme gospod Drago Fras.
Drago Fras je že od leta 2016 začel zbirati podatke o majstrovih borcih, predvsem zato, ker je bil majstrov borec tudi njegov dedek. Vse to ga je toliko navduševalo, da je začel okrog sebe zbirati skupino občanov, dobil še podporo župana in v letu 2018 je bilo ustanovljeno društvo Generalmajster Veržej. Drago Fras je začel aktivno zbirati podatke od občanov v arhivih, celo na pokopališčih in pri potomcih. V letu 2018 je bila organizirana spominska slovesnost z odkritjem spominske plošče Zapisi borcev generala Majstra. V letu 2019 pa je uspel organizirati ob pomoči društva in občine Veržej vse slovensko srečanje društev generala Majstra Slovenije in potomcev majstrovih borcev. Tudi ideja o nedavni postavitvi doprsnega kipa rojaku Antonu Ostercu, nadporočniku in majstrovemu borcu je bila njegova. Občinski svet občine Veržej je tako sklenil, da za prispevek k ustanovitvi in delovanju društva Generalmajster Veržej podeli Dragu Frasu pisno priznanje občine Veržej. Čestitamo. Pisno priznanje občine Veržej v letu 2022 prejme gospod Marko Štajner. Marko Štajner je svojim delom v Veržeju pričel leta 2004, ko se je zaposlil v zavodu Marianum. Poln energije in ideje je začel z uresničevanjem le-teh, glavna takratna ideja pa je bila ustvariti sonaravni vrt, ki je zelo pomemben tudi za čebelarje. S sodelovanjem strokovnjaka za urejanje parkov in mnenjem čebelarjev glede medovitih rastlin je nastal čudovit sonaravni vrt z različnimi vrstami dreves, zeliščnimi gredami, ekološkim vrtom ter travnikom s čebelnjakom. Prav Marko se je zavzel, da se je namesto starega čebelnjaka izdelal nov, ki služi predstavitvam, hkrati pa je tudi paša za oči turistov. Privlačno zasnovan in urejen park pri zavodu Marianum z množico rastlin in čebelnjakom ima velik pomen za čebelarstvo, hkrati pa pritegne številne turiste in pomeni večjo prepoznavnost našega kraja. Občinski svet občine Veržej je tako sklenil, da za prispevek na področju čebelarstva in razvoja marjanišča v Veržeju podeli Marku Štajnerju pisno priznanje občine Veržej. Čestitamo. Nadaljujemo s plaketami. Plaketa občine Veržej se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine. Plaketo občine Veržej v letu 2022 prejme gospod dr. Zvonimir Cesarec. Dr. Zvonimir Cesarec je svojo poklicno pot pričel kot zdravnik v zdravstvenem domu Ljutomer, kjer je opravljal delo družinskega zdravnika. Ko je občina Veržej v letu 2006 pridobila koncesijo za opravljanje medicinskih storitev z področja družinske medicine, je skupaj s svojimi najožjimi sodelavkami, medicinskimi sestrami Marijo Mikuš, Miro Štuhec in Tadejo Bratuša, sprejel izziv in prevzel ambulanto splošne medicine v Veržeju. Po začetnih težavah, ki so bile posledica odhoda iz zdravstvenega doma Ljutomer, je skupaj s sodelavkami in predvsem strokovnim delom. Poleg opravljanja splošne medicine je ves čas opravljal tudi delo zdravnika medicine dela in športa. Ambulanto dr. Cesarca je odlikovala tudi stalna pripravljenost, tako rekoč brez čakalnih dob, kar so obiskovalci ambulante še posebej cenili. Dober glas o delu ambulante je poneslo tudi širše, saj so ga za pooblaščenega zdravnika za področje medicine dela in športa izbrali delodajalci iz celotne severovzhodne Slovenije. V ambulanti v Veržeju je deloval do upokojitve ob koncu lanskega leta.
V občini Veržej še danes izjemno cenimo odločitev in pogum doktorja Zvonimirja Cesarca, ki je sprejel izziv in se odločil prevzeti vodenje ambulante v Veržeju, kar je pomenilo približanje osnovne zdravstvene mreže našim občankam in občanom. Občinski svet občine Veržej je tako sklenil, da se za izjemen prispevek k dvigu kakovosti življenja v občini in zagotavljanju trajne in neprekinjene zdravstvene dejavnosti doktorju Zvonimirju Cesarcu podeli plaketa občine Veržej. Čestitamo. Plaketo občine Veržej v letu 2022 prejme gospod Janez Skuhala. Janez Skuhala se je pridružil gasilskim vrstam že davnega leta 1978. Že kot pionir je kazal zanimanje za gasilstvo, zato je leta 1985 opravil tečaj za gasilca in se pridružil operativni enoti. Pri samo 22 letih je na občnem zboru leta 1992 postal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Banovci in je to funkcijo strokovno in odgovorno opravljal kar 26 let. S svojimi izobraževanji je napredoval vse do čina gasilskega častnika druge stopnje, opravil tudi tečaj za vodjo enot, za poveljnika društva, za strojnika in uporabnika radijskih postaj. Ves čas se zavzema za opremljenost in razvoj društva, tako z nabavo potrebnih vozil, z obnovo gasilskega doma, predvsem pa je glavni pobudnik za delo z mladimi in pomaga mentorjem mladine pri poučevanju gasilske mladine. Zaradi njegovih organizacijskih in vodstvenih sposobnosti je bil leta 2018 izvoljen za predsednika društva. S svojim uspešnim delom in zgledom mlajšim generacijam pomembno doprinaša k razvoju gasilstva. Na področju gasilstva pa je v letošnjem letu tudi kandidat za prejem gasilskega odlikovanja prve stopnje. Leta 2018 pa mu je že bila podeljena tudi listina o častnem poveljniku društva. Občinski svet občine Veržej je tako sklenil, da se za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva Janezu Skuhali podeli plaketa občine Veržej. Čestitamo. Plaketo občine Veržej v letu 2022 prejme gospod Andrej Sraka. Andrej Sraka se je z družino preselil v Veržej v času, ko je na mestu nekdanjega bajerja nastajal nov del naselja Veržej. Zelo hitro se je vključil v lokalno dogajanje takratne krajevne skupnosti in je bil dejaven pri različnih manjših projektih. V času pobud za nastanek občine Veržej je aktivno sodeloval pri najrazličnejših aktivnostih, katerih cilj je bil, da se ljudi prepriča o smiselnosti samostojne občine Veržej. Skupaj s somišljeniki je bil ta pomemben cilj na koncu tudi dosežen. Na prvih volitvah v letu 1997 je bil izvoljen za člana občinskega sveta občine Veržej, kar je ostal vse do leta 2018 polnih 5 mandatov. V tem času je bil tudi ves čas predsednik odbora za gospodarstvo, gospodarske javne službe in planiranje, v 2 mandatih je vodil statutarno pravno komisijo. V obdobju med letoma 2014 in 2018 je opravljal funkcijo podžupana občine Veržej. Andrej Sraka je bil v občinskem svetu vedno eden najaktivnejših svetnikov, vse skozi usmerjen v prihodnost in v razvoj.
Tudi kot direktor enote Elektra Maribor v Ljutomeru je bistveno prispeval k izboljšanju področja zagotavljanja zanesljivejše elektrooskrbe v občini. Prav tako je občina Veržej ena redkih občin, ki ima že desetletja zgrajeno omrežje javne razsvetljave po celotni občini. Andrej Sraka je s svojim delom ključno zaznamoval razvoj naše lokalne skupnosti ter pripomogel k njenemu hitrejšemu razvoju. Občinski svet občine Veržej je tako sklenil, da se za izjemno vpetost v delovanje lokalne skupnosti in nesebično pomoč na vseh področjih Andreju Sraki podeli plaketa občine Veržej. Čestitamo. Stopite še naprej, gospodje, še za skupno fotografijo. Hvala lepa. Hvala lepa in iskrene čestitke še enkrat vsem našim letošnjim občinskim nagrajencem. Še nazaj glasbi v nadaljevanju. Naši gostje torej so nocoj vokalna skupina Svetega Mihaela. Tretja pesem, ki jo bomo poslušali v njihovi družbi v nadaljevanju, je pesem Benjamina Ipavca Ej, tedaj, vokalna skupina Svetega Mihaela. Na platani slavče plaka, plaka v tihi mrak, na greticah noči čaka, koprničji mak, ko pa utihne bolni slavec in zaspi. Komak se v nočno temo potopi. Ej, tedaj, fantič pride k meni v vas, fantič, da poljubi mi oči si usni, obraz. Hvala lepa vokalni skupini Svetega Mihaela. Tako, gospe in gospodje,
V nadaljevanju nocojšnjega slavnostnega večera sledi glasbena prireditev počastitev skladatelja in glasbenega pedagoga velikega Slavka Osterca, ene osrednjih osebnosti v slovenski glasbi 20. stoletja. Njegova glasbena dediščina je zelo bogata in v Veržeju s ponosom vsako leto, že vse od leta 1963, pripravljamo Osterčeve večere, ki so jih oblikovali številni priznani domači in tuji glasbeni umetniki. Nocoj gostimo skupino Etnotrip. Dovolite, da povem nekaj besed o njih. Etnotrip so pričeli s svojim delovanjem leta 2009. Danes jih sestavljajo Tjaša Šimonka Kavaš kot vokalistka, Miha Kavaš na violini, Rene Zorman za klavirjem, Marko Horvat z bas kitaro in Tomi Došen na tolkalih. Svoje navdušenje nad ljudskim izročilom so Etnotrip pokazali na prvih dveh zgoščenkah iz let 2013 in 2016. Že to, da zasedba ni tipično ljudska, pa nam da vedeti, da so priredbe teh pesmi drugačne. Tradicije se lotevajo z radovednostjo in invencijo, ne da bi pri tem pozabili na žar in čustva, pravi ena od njihovih recenzij. Njihov tretji glasbeni izdelek je v opusu delovanja postavljen na prav posebno mesto, saj album, preden se zdani iz leta 2018, predstavlja njihovo prvo avtorsko delo. Na zgoščenki so člani prekmursko-štajerske zasedbe uglasbili 12 besedil, in to slovenskih avtorjev: Štefana Kardoša, Ferija Lainščka, Marka Kočarja, Mojce Šipek in Jasne Jurkovič. V zadnjih letih so se udeležili tudi pomembnejših, tako domačih kot tujih glasbenih festivalov, od Niša v Srbiji, Čačka v Srbiji, festivala Kozara v Banja Luki, pa tudi mariborskega festivala Lent, Godi Bodi v Ljubljani in Kanala v Bohinju in še številnih drugih. Poleg omenjenih nastopov pa je skupina imela še preko 150 samostojnih koncertov, tako doma kot tudi v tujini. Trenutno pripravljajo in snemajo skladbe za svojo 4. zgoščenko, ki bo izšla predvidoma letos jeseni. V nadaljevanju jih bomo poslušali in se predali njihovim zvokom. Spoštovane občanke in občani, spoštovani gostje, tudi v kulturni dvorani Janeza Ferenca, spoštovani nagrajenci, lepo je, da nocoj praznujete z nami 23. občinski praznik občine Veržej. In ker sem uvodoma omenil naše vrtove, terase pa dvorišča, po končanem Osterčevem večeru vse skupaj vabim še na eno lepo dvorišče, ki ga imamo v Veržeju, in sicer je to dvorišče našega kulturnega doma, kjer nas po končanem Osterčevem večeru torej čaka prigrizek, osvežitev in pa druženje. Še prej pa prihaja veliko glasbenih užitkov, ki vam jih privoščimo ob tokratnem Osterčevem večeru, in vam vsem skupaj še naprej želim prijetno počutje v naši družbi. Lep večer. Dober večer.
Veliko veselje nam je, da smo ponovno tukaj. Namreč Veržej se mi zdi, da je vedno odigral eno tako pomembno prelomnico v našem delovanju. Prvo zgoščenko, ki so jo omenili ravno v naši napovedi, smo snemali prav tukaj na tem odru. In kasneje, ko se nam je prvič na našem koncertu pridružil bobnar, ker ga v prvotni zasedbi nismo imeli, smo igrali prav na tem odru. Danes, ko prvič igra naš novi pianist z nami, smo prav na tem odru. Tako da Veržej je res zgleda eno tako mesto, odkoder mi vedno znova tripamo naprej. Tako da je res en prav poseben občutek, da smo nocoj tukaj. Še predvsem zato, ker sami ste že le se naposlušali zdaj tega korona, covid, koncertov ni, dogodkov ni. Za nas je to prvi koncert po dobrih 2 letih. Tako da, če pozabimo tekst, če se nam kaj zalomi, sem še toliko bolj zaploskajte. Jaz bom pozabila tekst, fantje ne, ker itak ne vejo nikoli kaj pojem.
Šandor priplava nazaj, coj priplava omljenečko fajn. Šandor priplava nazaj, coj priplava omljenečko fajn. Katica koži suknjo, sade si troški. Čije sam tvaj stilok ti voder na njej tjaste. To je šandor tvoja lepoj,
to so tiste, zaradi katerih smo etnotrip. Torej, preigravamo neke skladbe, ki so nam všečne, ki so ljudske, ki so po zvoku ljudske in tudi ta naslednja sicer zveni zelo etno, mislim pa, da ima avtorja, je pa res zelo lepa in bi bilo škoda, da je ne slišite.
In ena izmed prvih, ki smo jo potem javno predstavili, je bila skladba Kama ideš. Kama ideš besedilo delo Štefana Kardoša, govori o odnosu med mamo in sinom, ampak med tisto posestniško mamo in sinom, ki želi v svet.
pa prva napovedala naš prihajajoči album, ki res držimo pesti, da izide v jeseni, je bila Srce. So štile brane, na nebi sonce je zgorelo, srce moje pa grmelo. Čarna cesta se nje nosi, angele zakrila prosi, mrzla zemlja meni poka, da te prime topla roka. Sama v snegi se loviš meni, megli ne dobiš. Tanki se dolge smole, rasli visiti do topole. Čarna cesta se nje nosi, angele zakrila prosi, mrzla zemlja meni poka, da te prime topla roka. Čarna cesta se nje nosi, angele zakrila prosi, mrzla zemlja meni poka, da te prime topla roka. Hvala lepa. Bližamo se h koncu našega programa in v zadnjih 2 letih mi je res manjkalo, da bi povedala na odru, komu špilamo. Špilamo tebi, pa tebi, pa tebi, pa tebi, pa vsem vam. Tebi špilam. Glasno špila muzika, pa ne gleda nikoga. Sami žalostni obrazi, niko mi do ničega. Ko mi špilam, ko mi spejtem, što se svoj še veseli. Misli čudne, srca prazna, ko se sveto te godi.
špina. Gubik špina, tebi špina, tič, tič, muzika. A čutiš muzika, a čutiš muzika, a čutiš muzika, a čutiš muzika. Hvala lepa. Z občino Veržej smo pa v kratkem izvedli še eno sodelovanje. In sicer snemanje našega zadnjega videospota, pri katerem moram reči, da je marsikatera stvar šla narobe. Najprej se je zgodilo nekaj lepega in naš režiser dobil otroka, kar pomeni, da je trebalo celo stvar preložiti. Potem, ko smo to preložili in smo se že vse dogovorili, pol je pa režiser imel potiko. Pa že zaradi tega ni šlo. In ko smo uskladili vse, ker namreč v videospotu nastopajo moji učenci iz osnovne šole 3, takrat je pol še zadnji snemalni dan bil problem, kje bomo našli vodo, ki je nizka in teče in da lahko še zadnje stvari posnamemo. In ko smo končno danes dobili ta videospot, ki bi vam ga danes radi tu predstavili, potem je pa zašuštrala tehnologija. Tako da jaz vas vse lepo vabim, da jutri ob 12. nas poiščete nekje na spletu, na YouTubeu, na Facebooku, pa da pogledate takrat skupaj z nami to premiero videospota, ki smo jo danes želeli izvesti tukaj. Hvala občini Veržej za to podporo, a namreč glavni protagonist našega videospota je Babičev mlin. Po svetu poznana svetnika, ki pravi, da tu smo doma. Bila nas je cela veriga, sedaj sva le dva. Moj bratec še zmeraj je pil, a moje kolo je obstalo, tako sem samo še spomin, postavljen na rečno obalo. Neštetokrat je meni pil, za krajca, za groš in za dina, in s časom je svoje oplil, za minar je mina. Življenje ti ni stinja, in danes bo jutri že včeraj, in vse se počasi spreminja, le reka je ista kot zmeraj. Sedaj sem samo še spomin, očrlo in pesni noči, in prašen in pompačeni pozabljenih let. Neštetokrat je meni pil, za krajca, za groš in za dinar, in s časom je svoje oplil, za minar je plina. Na, 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 na,
tako, gospe in gospodje, Etnotrip so zdaj podpisali pod Ostrčev večer 2022. Nam je ostalo še eno dejanje, da se skupaj družimo pod šotorom. Dovolite mi še prej, da pa med nami še enkrat tudi z vašim aplauzom pozdravim našo novo poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Saro Žibrat, ki sem jo uvodoma žal napačno poimenoval, se opravičujem, je še en velik aplauz za veš in lahko poveš tudi po tem Državnem zboru, kako nastanejo okrogle vrženci. Vlate tudi, tako je. Hvala lepa še enkrat vsem, prijetno druženje nas čaka, da še enkrat čestitam in sežemo v roke našim nagrajencem, sami moški so bili to letos, čestitke še enkrat, in da nazdravimo zunaj pod šotorom 23. občinskemu prazniku občine Veržej. Hvala lepa in lep večer vam želim.